Dobro večer vsem skupaj. Današnja okrogla miza, ki jo prireja ustanova Petra Pavla Glavarja, nosi naslov Zabava mladih, prostočasno druženje mladih v občini Komenda. Vprašanje zabave mladih je aktualno v vseh časih. Časi se spreminjajo. Leta 1953 je bil v Rimu zapisan stih, iz katerega se je potem razvil pregovor Tempora mutantur et nos mutamur in illis. Časi se spreminjajo in mi z njimi. Vsakdo od nas lahko zavrti nazaj film, kako je mlademu človeku pomembno, da se druži in zabava. Kot pravi dr. Anton Meden v družini, številka 29, v januarju 2006, in sicer pogovor z njim Bogomir Štefanič, pravi: kakšna zabava ne bi bila primerna za mlade? Skupni imenovalec prijetnih doživetij mladih je vzpostavljanje in preskušanje odnosov, druženje brez škodljivega tveganja. O tem, kakšno zabavo mladih potrebujemo, ali je zabava potrebna, ali je moralna, kako jim pomagati do ustvarjalne zabave in še o čem bomo govorili danes. Da bi mogli priti do kakšnega primernega zaključka za današnji čas, bomo danes prisluhnili čim širši paleti razmišljajočih za dobro zainteresiranih ljudi. Naj predstavim današnje goste. Tukaj je doktorica Angelca Žirovnik, defektologinja, ki bo tudi uvodničarka, potem je gospod Matija Remše, katoliški mislec, potem je Mira Rek, ravnateljica osnovne šole, potem je Žiga Urankar, učenec osnovne šole Komenda Moste, potem je Anja Juhant, prav tako učenka osnovne šole Komenda Moste, potem je Mateja Jurkovič, štipendistka ustanove Petra Pavla Glavarja, ki bo danes tudi malo zapisala to okroglo mizo za potrebe ustanove. Potem je naš župan, gospod Tomaž Drolec, potem je Grega Krmavner, predsednik Mladinskega društva Komenda, potem je Daniel Haromet, prav tako štipendist ustanove Petra Pavla Glavarja, in pa gospod Janez Kimovec, predsednik društva upokojencev. Najprej želim povabiti k besedi doktorico Angelco Žirovnik, ki jo prosim za uvod v tematiko okrogle mize, z naslovom, kot sem že omenila, zakaj mladi potrebujejo zabavo, zakaj potrebujejo druženje v prostem času. Prosim. Torej, vsem prav lep večer. Vesela sem, da je prišlo do te okrogle mize, da tudi na lokalni ravni spregovorimo o tako aktualni problematiki, kot je zabava mladih. Predvsem zato, ker je med generacijami velik prelom in gledamo na zabavo, na prosti čas precej različno. Želja po sprostitvi in zabavi je naravna potreba človeka, ki je v otroštvu in v mladosti močneje izražena, v odrasli dobi in kasneje pa nekako to izrinejo delovne dolžnosti. Zabava sodi v prosti čas. Mladi imajo v današnjem času veliko prostega časa. Ne me napačno razumeti, bom utemeljila, v čem imajo veliko prostega časa, ki ga seveda želijo izpolniti za zabavo. Prosti čas, ki ga mladi želijo preživeti z vrstniki izven doma, izven soseske, izhaja iz izpraznjenosti družinskega življenja. Tukaj je tudi največji medgeneracijski konflikt. Da je prišlo do takih generacijskih sprememb, izhaja iz tega, da je strukturiran prosti čas v družini zelo minimalen ali ga skoraj ni več. Drugi vzrok pa je osiromašanje programov za mlade v izobraževalnih ustanovah in na krajevnih nivojih v večini slovenskih krajev in mest. V ta prazen prostor vstopajo diskoteke in razni lokali svojo ponudbo, katerim postaja ciljna skupina mladina, predvsem mladoletni, ki ne zahtevajo visokih standardov. Vpliv vrstnikov je močnejši, moč družinskega življenja in usmerjanja pa je vedno šibkejši. Lom tradicionalnega in vzroki sprememb, ko
že najstniki se uprejo staršem. Kje so temeljni vzroki? Izhajam iz svojega obsežnega raziskovalnega projekta Družina in šola v socializacijskih procesih družbe, kjer sem raziskovala 3 generacije. Mladino, torej srednješolska in študentje, srednja generacija in starejši. Ta je pokazala na te dramatične spremembe v tradicionalnem preživljanju prostega časa med 3 generacijami. Če govorimo v znanstvenem jeziku, gre za pomembne statistične razlike. Naštela bom najpomembnejše. Iz medčloveške interakcije, torej medsebojnega vpliva, gre premik k sodobnim medijem. Pri tem je seveda v nevarnost razčlovečenje. Iz družinskega okolja se seli zabava, sprostitev v institucionalne okvire, v zabavno industrijo, v diskoteke, zabaviščne centre. Časovni premiki gredo iz poznopopoldanskih in večernih ur v pozne nočne ure, včasih vse do jutra. Prazniki s prazničnim razpoloženjem zgubljajo pomen. Rojstne dneve praznujejo mladi vedno več v lokalih. Nekontroliranega veseljačenja in žuriranja mladih, ko starši ne vedo, kje so otroci, je vedno več. Družinski izleti in skupna potovanja, romanja upadajo. Preživljanje počitnic izven družinskega kroga je v močnem porastu. Poseganje po alkoholu in drugih omamnih sredstvih dramatično narašča v dobi mladostništva in adolescence. Ponočevanje je vse pogostejši stil življenja mladih in še računalnik za prosti čas preplavlja srednjo in mlajšo generacijo, beležimo že tudi zasvojenosti z računalnikom. Socializacija in vpliv vrstnikov in izkustveno učenje je tako rekoč za mlade nekaj nujnega. V to sodi tudi zabava in sprostitev. Socializacija se vedno bolj realizira izven družine. Že otroci v vrtcu, to se pravi že predšolski otroci, preživijo velik del časa, da se socializirajo med vrstniki izven družine. To je seveda vzrok zaposlenost staršev, premajhno število otrok, tudi druženje, tako rekoč v soseski, med predšolskimi otroki skorajda ni več možno. Kasneje je seveda šola, socializacija v šoli, zgodnje šolanje, dolgotrajno šolanje, zato je vpliv vrstnikov vse močnejši. Tudi rekreacija in zabava je usmerjena iz soseske, tiste šole pod mostom, ki je pozna starejša in srednja generacija, tako rekoč ni več. Rekreativna industrija je pač stopila v ospredje. Kje še v družini plešete z otroki? Od predšolske dobe s šolarji, z mladostniki. Kje pripravljate še družabne igre, kvize, domače žurke, piknike, sorodniške in soseska srečanja in zabave? Ne v ulicah, ne kje drugje, oziroma tega je čedalje manj. Na drugi strani pa otroci in mladina potrebujejo vrstnike. Kje bodo tekmovali? Kje se bodo osebnostno brusili? Kje bodo ustvarjali svoj svet drugje kot svojimi vrstniki? Največ v tistem prostem času. Tu pa se srečamo s problemom identitete mladih. Opažamo prezgodnji vstop mladih v odrasli stil življenja. S tem se je zelo veliko srečujem in velikokrat postanem zaskrbljena, kajti prezgodnje partnerstvo, prezgodnji spolni odnosi, nezavedne obremenitve življenja, na drugi strani pa ne zmorejo zavestno prevzeti odgovornosti, to je danes širok problem. Vzor v vzornikih so pogosto lažne vrednote, saj vemo, da največkrat nas privlači potrošniški svet, zlasti mlade, ki nekako nasedajo vsej tej ponudbi. Pri tem se zdaj lahko vprašamo, ali naj postavimo omejitve mladim.
In zakaj? Mlada osebnost se še razvija. Vrednote so na stopni hedonizma, to se pravi udobje, ugodje, slast, užitek, zabava. To je nekaj naravnega. Zaradi načina življenja je vse pogostejša ta socialna nezrelost. Zato, ker ponudba je velika, pri ponudbi pa je ogromno, oziroma lahko govorimo o nevarnostih zlorab. Priča smo neizmerni pokvarjenosti z zavajanjem v potrošništvo, od oglaševanja do ponudb, do mamil, do alkohola, po naših lokalih, tako rekoč, skoraj ni omejitve. Mladi verjamejo v človeka, v njegovo dobronamernost, zato rečemo, da so mladi naivni, zato nasedajo. Zatorej je potrebna odgovornost in omejitev. Mladi so tudi nezgodniki. Med mladimi je največ afektivnih odzivov, predrznosti, objestnosti, vandalizma. To je značilnost mladosti, ne samo v slabem smislu. Marsikaj se izpelje to tudi kot dobra pobuda za vse druge. Ampak to narekuje, da smo odrasli, tem bolj odgovorni, kako je organizirana zabava oziroma širši prosti čas mladih. Odgovornost do mladih. Odgovorni smo za otroke in mladino. Zato je potrebno zagotoviti varnost na dveh nivojih. Prvič, z več strukturiranega preživljanja prostega časa v družini, v soseski, v fari, v občini. Čim več je dogajanja, tem več mladih se bo vključilo, tem bolj kvalitetna bo socializacija. In drugi nivo, sistemska ureditev varnosti zabavišč, kakršnikoli pač so. Tudi sam disko, tudi vse drugo ni samo slabo, ni samo neka slaba izkušnja, kot jo imamo v Komendi, mnogo je tudi lepega, se mladi veliko naučijo, vendar pa zaradi pretirane ekonomske miselnosti in pohlepa po dobičku lastnikov lokala in zabavne industrije mora vstopiti v ta prostor varovalo in to z ustrezno zakonodajo. In še to za zaključek. Menim, da vsak od nas lahko pripomore k kvalitetnejšemu preživljanju prostega časa mladih. Vsi smo poklicani k temu, vsi lahko prispevamo, da bo vsebina bogatejša, da ne bo samo naš spomin kot svetli oboki nad nami, ampak da bodo tudi mladi imeli tiste zglede in spodbude, da bodo tudi oni nosili v življenje nekaj lepega. Hvala lepa. Hvala lepa doktorici Angelci Žirovnik za ta izjemno zanimivi uvod, s katerim se je dotaknila praktično vseh zornih kotov današnje okrogle mize. Zdaj bi pa vseeno en del te današnje teme morda poglobili še iz zornega kota misleca teologa in sicer v tem smislu, ali je zabava mladih njihova pravica, ali je z teološkega vidika lahko moralno sporna, oziroma kdaj bi jo lahko kot tako tudi opredelili, kot moralno sporno zabavo. In prosim Matijo Rimšeta za njegovo mnenje v zvezi s tem. Hvala lepa, gospa Marta. Tudi vam hvala lepa, gospa Angelca. Glejte, pravzaprav, zakaj bi morali tu teološko kategorizirati nekaj, kar se pravzaprav vsak dan dogaja? Lahko rečemo kaj o tem z teološkega vidika, čeprav, ko me je Marta prosila, da bi nekaj o tem povedal in sem šel gledati v 4 temeljne vere teologije, se pravi v Sveto pismo, potem v cerkvenim očetom, v nauke cerkvenega učiteljstva in potem v teološka razmišljanja, sem opazil, da v stvarnih kazalih v teh knjigah pravzaprav zabave kot take ne najdemo. Ne najdemo. Najde se pa zabava pod nekimi drugimi besedami, pod nekimi drugimi pojmi in sicer pod pojmom rekreacija, to se pravi
znova ustvariti, se pravi obnoviti svoje življenjske sile, najde se pod pojmom počitek, pod pojmom prosti čas, pod pojmom igra in tako naprej. Ne. In sem rekel, da vam bom takole za uvod samo povedal eno svojo izkušnjo iz gimnazijskih let, to je bilo leta 1963, sem začel gimnazijo hoditi davni časi, ne. Ampak takrat so bili še ljudje prepričani, tisti, ki so pač imeli šolstvo v rokah, da bo religiozni predsodek kmalu umrl, ne. In da ta veja, ta razsežnost človeške duševnosti, človeškega duhovnega življenja pravzaprav nima kaj iskati v sodobnem in modernem svetu. In tega niso vedno povedali direktno, čeprav tudi včasih, ampak so znali učitelji tako fino pripeljati v šolo kakšno temo, ki je mlade ljudi prepričevala, tako da je pa to nekaj negativnega, ne, recimo, da se v cerkvi dogajajo strašne stvari, da se tam človek ne more sprostiti, da želijo nad njim dobiti duhovno in duševno in intelektualno oblast, oziroma ga kratko in malo kar poneumiti. In tako nam je naša razredničarka, ki je bila zgodovinarca, sicer prinesla v šolah razredni uri en roman, skandinavski, morda ga celo poznate, naslov je Plesala je eno samo poletje. Zelo lepa ljubezenska zgodba med fantom in dekletom, v kateri pa ima pastor lokalni zelo negativno vlogo, ne. Ker on je pač zabavo mladih, takrat je bil to čisto nedolžen ples, preganjal, kjer se je le dalo, ne. In tako maltretiral tista dva mlada človeka, da se je zgodba v bistvu tragično končala, popolnoma po nepotrebnem. Seveda je zabava temeljna pravica vsakega mladega človeka. Če jo pojmujemo prav, tudi pa že gospa Angelca nekaj povedala o tem, kako naj bi zabavo pojmovali. Ampak, če grem k temeljnim verom, ki sem jih prej omenil, ne, tukaj imam s seboj koncilske odloke, pa vam ne bom prebiral odlomkov iz te debele knjige, tam, kjer govori cerkev, kako sama sebe dojema v sodobnem svetu, govori tudi o prostem času, o rekreaciji, o počitku, o igri, z drugimi besedami o zabavi. In te stvari so vse pozitivno ovrednotene. Če pogledam k cerkvenim očetom in v davno preteklost krščanskega življenja, vemo, da so imeli tisti, ki so se imeli za elito krščansko, to se pravi menihi, načelo ora et labora, moli in delaj. Ampak vemo tudi, da je vsaki molitvi in vsakemu delu sodil tudi določen čas, ki je bil posvečen temu, da se je človek sprostil. Bodi si ob dobri knjigi, bodi si ob fizičnem delu, če sicer ni fizično delo, bodi si ob uživanju česa lepega, bodi si na sprehodu, bodi si kje drugje. Ko sem pa razmišljal o tem, kako bi recimo lahko iz Svetega pisma utemeljil to, da ima človek tudi pravico do zabave, mi je najprej prišlo na misel tisto, kar govori v knjigi Modrosti, modrost sama o sebi v začetku časov. Božja modrost se je namreč igrala nad vodami, ne? Se je zabavala, zdaj, če bi rekli, da se Bog zabava nad človeškim življenjem, bi bili mogoče malo predrzni, ali pa bi mu morda včasih, če pogledamo, kakšno to življenje v resnici tudi je, očitali lahko cinizem, ne? Ampak to sodi že drugam, ne v to našo razpravo. Potem iz Stare zaveze je en kup odlomkov, bodi si pri prerokih, bodi si pri modrecih, bodi si pri kraljih, ne, ki so se zabavali. Kot veste, je Salomon bil zelo vesel, ker mu je Gospod položil v naročje lepa dekleta, ne, in jih je opazoval pri plesu in tako dalje. Ali pa kralj David, ne, je tudi plesal pred Gospodom in se veselil svojih lepih žena, takrat je bilo pač mnogo ženstvo še v navadi. Po eni strani, po drugi strani pa se že tam tudi vidi, ne, kam lahko človeka pripelje nezadržna slab po posedovanju. Ne, kot veste, je David dal enega izmed svojih vojskovodij poslati v bojni metež zato, da si je lahko prilastil njegovo lepo ženo. Čeprav je imel ogromno žena na voljo drugih, ki niso bile vezane in ki niso nikomur toliko pomenile kot ta Urijeva žena svojemu možu. In ga je potem prerok Natan
s tisto zgodbo o bogatašu, ki je imel velike črede ovac, pa je revežu njegovo edino ovčko vzel, spravil v bes in je rekel, ta mora umreti, pa mu pa pravi, Natan, pa to si ja ti, ne, ti si to naredil. Ne. Ampak David se je zabaval, ne. Nič ni bilo nikjer rečenega v Svetem pismu proti zabavi, že v Stari zavezi. Iz Nove zaveze vemo, da pisatelj Rebula, ko opisuje lik Kristusov, pravi, nečesa pa ne najdemo pri Jezusu tega, da bi se krohotal. Ne. Morda se kdaj blago nasmehnil, ampak nikoli o njem ne poročajo, da bi se kdaj krohotal ali da bi se recimo smejal na ves glas kakšni šali ali čemu. Ampak po drugi strani pa tudi veste, da je tista recimo prvi Jezusov javni nastop na materino prošnjo, ne, se zgodi na svadbi. In na svadbah gotovo ni bilo dolgčas. Ne. Te svadbe so bile takšne, kot so svadbe na Orientu, tam so se neprisiljeno in nezadržno zabavali in kar je še lepše, ne, na koncu, ko so že vse vino spili in ga ni bilo malo, ne, jim je Kristus naredil še kakšnih 400 litrov dobrega vina, najboljšega, ne, zato da so ja lahko do konca mirno se veselili, tako kot se na svadbi spodobi in da ne bi bila ženin in nevesta v zadregi, češ vina jim je zmanjkalo. Tako da to bi bil recimo en tak iz 3 teoloških verov en pogled na zabavo. Ne. Zdaj bi pa v najstarejše čase posegel in s tem bi že malo odgovoril pa tudi na tisto drugo vprašanje, kakšna zabava pa je takšna, ki bi jo lahko karakterizirali za nemoralno. Ne. In sicer imam tukaj eno knjigo, ki smo jo lani izdali, pa ne delam reklame za svojo založbo. Naslov je Ko vera še ni bila dolgočasna. Napisal je Hans Konrad Zander, neki nemški žurnalist, ki je bil dolga leta tudi menih, pa je potem izstopil in se poročil, ampak se je ukvarjal s temi temami, s katerimi se je že prej in je šel po teh puščavskih poteh, kjer so živeli menihi, puščavniki, najprej kot eremiti, se pravi kot posamezniki po eni strani, po drugi strani pa kasneje v skupnostih Pahomijevo meništvo, ker so bili samostani urejeni kot kakšne kasarne in tako naprej in so bili tudi ženski samostani. In za zaključek tukaj pravi Zander takole. V enem od obeh Pahomijevih ženskih samostanov nasproti Tabenizija, to je ob Nilu, je živela nuna, ki je hlinila norost in obsedenost. Smela je opravljati le najbolj navadna dela in ni smela jesti skupaj z drugimi. Po obrokih je k razvedrilu drugih nun, razvedrilo je tudi eden izmed teh pojmov, ne, spadalo polivanje pomij po prismuknenki. Toda puščavnik Piterus je spoznal, da je ona edina svetnica v tistem samostanu. Šel je tja in ji padel k nogam in rekel, blagoslovi me. Ona pa te počastitve, tega priznanja ni prenesla. Nekaj dni kasneje je zapustila samostan. Kam je šla, končuje Paladi, kje se je skrila in kakšen je bil njen konec, ne ve nihče. Glede, tam, kjer je vodilo človeškega življenja zapoved ljubezni do Boga in ljubezni do bližnjega, se lahko zgodi, da polivajo pomije po prismuknenki. To pa je čisto gotovo nemoralna zabava. Ne? Takšna zabava je nemoralna. In če me je Marta vprašala, kakšno zabavo recimo mladih bi lahko imenovali nemoralno, bi rekel tako z eno besedo, vsako tisto zabavo, ki človeka razčlovečuje in popredmeti. Človek ni predmet, človek je oseba. Človek nima življenja samo od sebe. Človekovo življenje ima svojo smer in ta smer, kot pravi francoski mislec Teilhard de Chardin, je smer k čim večji popolnosti biti. Čim večji telesni popolnosti biti, pa čim večji duševni in duhovni popolnosti biti. In sem spada vse tisto, kar je lepo in dobro in kar človeka plemeniti in vse, kar k temu pripomore, je popolnoma legitimna človeška tudi zabava, če je takšna. Kar pa iz človeka naredi predmet, bodi si, da človek samega sebe doživlja kot predmet, bodi si, da iz sočloveka dela predmet, recimo v tej povampirjeni spolnosti, kakršna se danes ponekod pojavlja, ampak še huje je pa na kakšen drug način, recimo v kakšni povampirjeni večvrednosti, ne, v kakšnih kompleksih, da sem vzvišen nad vse druge in da so drugi samo moje sredstvo ali pa da so samo sredstvo doseganja dobička, ne, tam te stvari pa so že nemoralne in sicer globoko nemoralne. Ne. In tega bi se bilo dobro zavedati in to perspektivo življenjsko bi bilo dobro tudi mladim ljudem odpreti.
In če se ne motim, je bilo tam še eno vprašanje, Marta, kaj lahko starši naredimo za to, da bi tako bilo. Bojim se, da danes, ne vem zaradi česa, ampak v večini odnosov med starši in otroki prihaja do nekega prepada in da otroci bolj zaupajo drugim, kakor pa staršem. Zato sem jaz recimo že, ko so bili moji otroci še zelo mečkani, prosil vse tete in strice, da naj jim le kaj pametnega povedo, ne? Ker iz lastne izkušnje vem, da tete in strice je lažje poslušati kot pa očeta in mamo. S tem bi pa tudi zaključil, no, hvala lepa. Sedaj smo videli oziroma slišali še drugo plat zabave, pogledano v zgodovino. Zabava je vedno bila in slišali smo tudi zelo dobro strnjeno misel, do kdaj je zabava moralna in kdaj ni moralna. In v človeškem življenju, v življenju mladih pa igra izjemno pomembno vlogo tudi šola. Uvodoma smo slišali od vrtca dalje, praktično nam otroke vzgajajo drugi in ena izmed zelo pomembnih inštitucij je šola. Tukaj bom zopet najprej citirala dr. Antona Medena iz Družine. Hoteli smo opozoriti na skrajno omejene možnosti za preživljanje prostega časa, ki jih ima večina mladostnikov. Ob dejstvu, da mladostniki za zdrav razvoj potrebujejo druženje z vrstniki in spoznavanje sveta zunaj doma, kjer lahko razvijajo socialne veščine, ustvarjalnost, osebnostno zorijo, za kaj takega večina nima možnosti. Z agresivno reklamo jim je ponujena zabava, s katero želijo organizatorji na račun mladih zaslužiti, ne obremenjujejo pa se s tem, kako nezdrav in nevaren za mlade postaja tak način zabave. Pobuda za šolo po meri človeka je pokazala kar nekaj pobud za izboljšanje vzgojnega pomena šole. Med drugim povedo tudi, da šola nima jasnega koncepta vzgoje in sicer ugotavljajo, da je imela socialistična šola jasen vzgojni koncept. Želela nas je vzgojiti v poslušalce, marksistično usmerjene delavce, ne glede na želje naših staršev. V samostojni demokratični evropski državi seveda ta koncept ne zdrži. Šolska oblast, ki je reformirala našo šolo, pa je na vzgojnem mestu pustila praznino na mesto vzgojno-etične vizije in omogočanja primernega vpliva staršev na vzgojo v šoli. Danes se sicer ne bomo poglabljali v vzgojni koncept šole, vendar bi prosila ravnateljico osnovne šole Moste, kaj pa ona meni o zabavi mladih in z vidika tudi šolskih obvez, kako lahko mladi kombinirajo to, svoje željo in pa potrebo po zabavi šolskimi obvezami in kaj lahko tudi šola naredi v tej smeri. Hvala za besedo. Šola v bistvu zelo veliko lahko naredi na tem področju. Mislim, da se kar na tem trudimo. Zdaj, kako je šolskimi obveznostmi in pa z zabavo, bom rekla takole. Čim je to osnovna šola, potem zaenkrat, če lahko uskladijo vse zahteve in tako zadovoljijo potrebo po zabavi, kot pa tudi šolske obveznosti. Problem se mi zdi kasneje, potem, ko preidejo v srednjo šolo, tam se vse njihove vožnje v šolo, iz šole in pa tudi šolske obveznosti močno povečajo. In se mi zdi, da se ta potreba po zabavi prenese potem na kasnejši čas, to se pravi na vikende, to so petki, sobota in nedelje. V osnovni šoli izgleda to še tako, v bistvu, da te šolske obveznosti še niso toliko izražene in se v bistvu otroci lahko zelo močno še potrjujejo na drugih področjih, to se pravi njihovih interesnih področjih, to je tisto, kar jih zanima. Tako da so, kar se naših otrok tiče, zelo močno vključeni v razne interesne dejavnosti, potem so tukaj razni od plesov do športnih dejavnosti, vse to, kar v bistvu za njih je še na en način zabava. Čim so te dejavnosti bolj močno kot treningi in tako naprej, potem to ni več zabava za njih, ampak je že kar trdo delo. Zdaj mogoče imam jaz tukaj kar dva predstavnika zraven, bi lahko malo pokomentirala, kako vidita to delo in pa šolske obveznosti. Žiga. Jaz se čisto strinjam z gospo Rekavo. V bistvu v osnovni šoli imamo še kar nekaj časa za zabavo. V bistvu zdaj druga stvar je, če ima kdo recimo treninge in če se resno hoče ukvarjati recimo z enim športom oziroma s kakšno dejavnostjo. V tem primeru v bistvu se je za to pač sam odločil in mora tudi vedeti, kakšne so posledice.
Se pravi, je to tudi zmanjšan prosti čas in v bistvu čas za druženje in z vrstniki, recimo. Tako da v bistvu se morajo tudi zavedati, da če hočejo več se moramo zavedati, da če hočemo več prostega časa in zabave z vrstniki, da ne vem, da moramo se pač nekaterim stvarim odreči, ne? Tako da je veliko odvisnega tudi od nas. Mogoče še Anja kaj pokomentirala. V bistvu so obveznosti zelo odvisne od vsakega posameznika. Tukaj ni nekega pravila, tudi neke raziskave, no mora v tej smeri narediti. Vsak si v bistvu sam išče svoj prosti čas, svoje druženje, tako da je to zelo individualno. Tukaj ni nekega pravila. Šolske obveznosti so, v bistvu za vse domače naloge so, vsaj na osnovni šoli, v srednji po mojem tudi še več mogoče tega dela. Tako da je pa prav, mladi se v bistvu morajo zabavati, sprostiti in mislim, da v tej smeri moramo tudi kaj skupaj doreči. No, to je moje mišljenje. Kar se pa šole tiče, mi v bistvu poskušamo tudi mogoče na drug način mladim malo ponuditi zabave. Mi še vedno ohranjamo šolske plese, čeprav jih nekatere osnovne šole ukinjajo. Mi se tega kar še poslužujemo in mislim, da je to kar prava oblika. Tako letos smo že kar 2 plesa uspešno izvedli, delamo tudi še naprej, tako da mislim, da se mladi znajo še saj, kar se tiče osnovne šole, pri nas zabavati. No. Jaz nimam slabega občutka, niti ne vidim, da bi bili zelo destruktivni. Nekako v tej dobi, kar se osnovne šole tiče, sem lahko zelo optimistična, mogoče potem kasneje, tisto pa ni moj več predmet pa domet, mogoče kaj ostali več lahko povedali. Še kaj zraven, kaj pokomentirala. Toliko za enkrat, hvala. Hvala lepa. Zdaj, ko smo že pri mladih, ko so ta predstavnika osnovne šole že izrazila delno svoje mnenje, upam, da boste se še pozneje močneje vključila, bi pa vprašala tudi predstavnike mladinskega društva Komenda. Če še vidva povesta, kako mladi v Komendi vidite zabavo, kaj vam manjka, kje so vaše želje, kako bi lahko kaj izboljšali? Jaz bi v uvodu povedal, da zdaj zabava mladih je zelo odvisna od vsakega posameznika. Mi ne moramo vse mlade enačiti, ne moramo jih metati v en koš. Imamo posameznike, ki so voljni delati, ki so voljni se zabavati na drugačen način, se pravi bolj mogoče se iti v društva, pomagati v društvih, so pa mladi, ki cele dneve preživijo doma, verjetno za računalnikom, ker je to zdaj zelo moderno, in zvečer pa hodijo v razne diskoteke, kakor smo slišali. Je tudi res, da različnih možnosti zabave ni veliko v Komendi. Manjkajo predvsem razne povezave med zabavo in športom. Predvsem se poleti pozna tudi pomanjkanje infrastrukture na tem področju. In mladi tudi vedno bolj iščejo cenejše zabave. In vse te stvari, razne športne dejavnosti, razne kakršnekoli zabave so vedno dražje. In tukaj se vidi potem ta prepad tudi med temi mladimi. Same tudi mi vidimo v društvu, je problem dobiti, težko je posameznike prepričati, da bi se udejanjali v društvu. Za njih to ni pomembno, nekako ne vidijo svojih potencialov v tem. Vse preveč je profitni motiv v spredju, vse preveč je denar v spredju in nihče več noče nič zastonj delati. To bi zaenkrat jaz povedal. Ja, jaz bi se na tem mestu strinjal z Gregom, zato ker bom naredil tako grobo razdelitev, kako je zdaj z mladimi. Recimo, gospa Rekova je rekla, da v osnovni šoli ima otrok še kar dosti časa za tiste aktivnosti izvenšolske. Ampak potem v srednji šoli pa na fakulteti je pa zdaj že veliko težje. Recimo, jaz bom govoril zdaj za tiste, ki študirajo, recimo, nekdo, ki študira na filozofski fakulteti, ima tako predanja razdeljena, da nima tega fiksnega urnika, kot je v osnovni šoli, recimo od 8 do 12. Na fakulteti, vem, na filozofski sploh ne, recimo, od 10 do 12, pol pa včasih, ne vem, od 14 do 2 ure, do 16. In potem je
težko si organizirati, ne? Sploh za nekoga, ki se vozi iz Komende v Ljubljano, ne? In to vzame veliko časa. In zdaj, če to razdelitev naredim, so študentje, ki imajo fakulteto, študij na prvem mestu, pa potem ostalo dajo vse v svoj čas, v svoj prosti čas, svojo zabavo, recimo, da so s prijatelji, pa naj bo to v lokalu, ali pa tudi veliko časa preživijo pred internetom, recimo, ne. Potem pa, kar je v Komendi, o tem, kar je Grega govoril, ne, da so pa tisti, ki pa vidijo svoj čas, ki ga radi izkoriščajo tako, da naredijo tudi kakšno družbeno koristno stvar, ne. Zdaj, recimo, jaz ne bi za druge govoril, ne. Jaz bom, recimo, povedal na svojemu primeru. Jaz študiram zdaj 5. leto sem na fakulteti vpisan. Pa sem zraven tudi veliko obšolskih dejavnosti imel, recimo, ne vem, sam sem tudi delal, pa igram nogomet po mladinskem društvu, potem v okviru ustanove Petra Pavla Glavarja in teh stvari se nabere, ne. In zato, recimo, je moj študij malo tudi trpel, ne, lahko bi že malo naprej bil, ampak obenem jaz tega ne obžalujem, zato ker pri vseh teh aktivnostih je bilo veliko lepih stvari, ne. In zdaj, problem je to, da recimo v mladinskem društvu, ne, je pet članov, ki delajo vse in so tudi prisiljeni vse delati, ne. Ker za tiste, ki delajo, sicer se jim v redu zdi, ne vem, recimo nogometni maraton, lepa stvar, ne, ampak potem, ko je pa treba pomagati, je pa vedno malo bremza, ne. Tako da, to je, ne vem, mladinske organizacije v Komendi, imamo mladinsko društvo, pa skavti, ne, skavti so lep primer, res, jaz ko berem Aplenco, ne, je super nekaj tasga brati, ampak kaj več pa jaz ne vidim, ne vem, mogoče se motim, ne me kdo poprav, ne. Ostalo, kar so društva, so športna društva, ki so pa tako povezava mladi in bolj izkušeni, da bi pa, ne vem, kak tak mladinski center bil, da bi ga samo mladi vodili, tega pa pač ni, ne. Tako da, take so moje izkušnje, kako mladi se delijo. No, to je zelo grobo, ne, saj so nekateri tudi hodijo recimo na faks, pa imajo pol eno aktivnost in so potem s to toliko bolj ukvarjajo. To se meni zdi zelo smiselno. Jaz pač nisem bil tak, mene so tudi dosti društva povabili, pa sem tja šel, pa potem mogoče sem si malo nerazumno razdelil, ne. Tako da, če bi si vsakdo izbral poleg šole še eno ali dve aktivnosti, bi bilo veliko boljše. Ampak, kot sem rekel, ne, veliko lažje je iti v lokal, sicer je to super, s prijatelji bi to imam jaz tudi rad, grem rad ven, plešem, ampak morali bi pač, ne, da bi vsak še nekaj družbeno koristnega naredil. Tako, hvala. Dobro, to smo zdaj slišali mlade. Vemo, da je sodelovanje med mlado in pa starejšo generacijo v družini vsaj ponavadi in po naravi zelo dobro. Dedki in babice imajo najraje svoje vnučke in medgeneracijsko sodelovanje je tudi danes v naši občini zelo aktualno, sicer iz drugega zornega kota za varovanje starejših, ampak danes pa imamo temo mladi in pa njihova zabava, pa bi vprašala predsednika Društva upokojencev, ali ste morda že kdaj razmišljali o tem, da bi, na primer, z mladimi si podali roko, pa da bi kaj več sodelovali. To razmišljanje bi dal na dva dela, ampak z eno osrednjo mislijo, da mladina je potrebovala in potrebuje zabavo. Ko sem tukaj med mladimi, se spominjam tam leta 1960, kot sem kot prvi predsednik mladine organiziral mladinske plese v kulturni dvorani, v spodnjih prostorih, in to je bila tudi prijetna zabava, nič drugače nismo zabavali kot danes, razen mogoče malo ni bilo tistega čuta okolice, kot je danes, ker danes so stanovanjske hiše okrog tega dela, ampak zabava je bila mladinski plesi, prijetna zabava in tudi druženje. No, in če gledam danes, mislim, da je ta stvar ravno tako potrebna, in če odgovorim na tisto vprašanje starejših, jaz se tukaj zelo prijetno počutim pri mladih in mislim, da so starejši tisti generator med mladimi,
seveda, če pač tudi mladi nas sprejmejo tako, vedno ni to, da nekje poskušamo to generacijo mladih, starejših tudi povezati. V Komendi je zabava, tista zabava mogoče v bivši diskoteki ali pa v sedanji ena oblika, ampak to ni samo ta. Zabava je tudi šport. Zabava je, da smo na igriščih. Tukaj mislim, da smo v Komendi kar dobro priskrbeli. Športna igrišča, telovadnica, košarkarsko igrišče, igrišče pri šolah in to mislim, da je tudi zabava. In če pa odgovorim na tisto osrednjo zadevo, kako vključiti starejše, kot sem že začel s to mislijo, kako vključiti starejše, da bomo tudi pomagali mlajšim. Mislim, da pri današnji izredni zasedenosti staršev, ko so zasedeni od zjutraj do večera in ko nimajo toliko časa do svojih odraščajočih otrok, da smo mi tisti, ki lahko veliko pomagamo tudi pri vzgoji teh mladih. Seveda naša vzgoja in miselnost je mogoče malo drugačna, kot pa je vzgoja, kot pa je miselnost današnje mladine. Ampak v to smer je potrebno. Torej, smatram in to mislim, da je vedno mladina tista, ki potrebuje zabavo, zabavo potrebuje za druženje, seveda pa ne s temi tragičnimi stvarmi, ki so se v zadnjem času dogajale. To nas vse skrbi in to se skrbimo tudi, kdaj pridejo domov, kako se to odvija in to je, mislim, smisel in velika skrb nas vseh do tega dela, ki pa je zopet, kot je bilo tukaj slišati, veliko po materialnih dobrinah, torej čim več ljudi v diskoteke, čim več zaslužka tistim lastnikom diskoteke in tako naprej. Torej, osnovna misel pa je, mladina potrebuje zabavo. Hvala. Naš župan je bil sam mladinski funkcionar, danes pa je na tako pomembnem mestu, da lahko se uresniči kakšna želja, če bi bilo dovolj samoiniciativnosti na strani mladih. In zato vabim našega župana, zdaj ko je poslušal vse to razpravo od teoretičnih in drugih in konkretnih želja in idej, da še tudi on pove svoje mnenje, ali meni, da je bilo dovolj narejenega v občini Komenda za zabavo mladih, ali bi bilo treba še kaj postoriti in morda ima tudi sam kakšne ideje. Ja, hvala lepa za besedo. No, pa dovolite, bom odgovoril tudi na to, ali mislim, da je bilo dosti narejenega, ali ne, samo bi pa rad začel tako, kar se Janezek nauči, to Janezek zna. Se mi zdi, da če bi zdaj Harometa vprašal, kje je to prebral, da se mora čim bolj vključivati, kam naj se vključi, kako naj se vključi, na kakšno fakulteto ne gre, to ni prebral. Jaz sem prepričan, še enkrat se nisva o tem pogovarjala, samo jaz sem prepričan, da je to nekoga posnemal, da ga je to nekdo vodil, da ga je nekdo peljal v družbo. Skratka, med ljudmi se je gibal in tam se je očitno dobro počutil, da je ponovno šel sam, ko je že sam odločil o sebi in spoznal, v kateri družini se mogoče boš počuti, kje se slabš in se začel tja udejstvovati. Jaz bom rekel tako, mi smo tisti, gledajte, prvi nikoli ne smemo pozabiti, pa se mi zmeraj me kar zaskeli, ko čez šolo udrihajo ali pa čez vrtec udrihajo, kako so ga tam vzgojile, kako so ga tle vzgojile. Mi prvo, kadar bomo to priznali, poraz starševstva, da smo starši predali oziroma da ne znamo več vzgajati svojih otrok, da jih ne znamo upeljati v pravo družbo, da so nam zašli v slabo družbo, se mi zdi, da moramo takrat kar sami sebe vprašati, zakaj je temu tako. Janez je že omenil, pa vsi smo že 100-krat slišali, prevelika obremenitev predvsem mamic. To tle država se mi zdi, če hotela kaj narediti na tem, pa na rodnosti oziroma na vzgoji, se mi zdi, da bo mogla ta prvi pomagati družini, da bo počasi začela že vse tiste pozabljene zadeve, ki so izhajale z tistih starih družin, ponovno vzgajati otroke doma, čim bolj v družinah, v krogu družine. Petje pravite, da je zamrlo, no jaz poznam, hvala Bogu, se še spomnim tega petja, pa naj si bo to pri meni doma,
pri moji mami, kot zdaj v najni družini, ja, to nam ni bilo tuje, zato se nikoli nismo spraševali, nikoli naj ni skrbeli, kdaj sta domov hodile, res tudi ob 5. Moram povedati, da sem bil najbolj začuden, ampak takrat sem spoznal, da sem star, ko sva se hčero srečala na stopnicah, jaz sem šel v spalnico, iz dnevne sobe, ko sem nehal televizijo gledati, ona je šla pa ven. Nažalost, gledajte, jih moramo te mlade tudi zastopati. Tudi mi se ne vozimo z lojteranki v krog, se z avtomobili hedočednimi ne raj vozimo in tako tudi otroci ne morajo tako živeti, kot smo mi. Samo zastopati pa poslušati jih moramo. Sem prepričan, če se bomo znali poslušati, bomo preprečili marsikakšno tragedijo oziroma marsikakšno polepšali življenje. Jaz mislim, da znam poslušati in še bolj sem zadovoljen, da je tudi oba sklica in prvi in ta naš drugi sklic občinskega sveta je bil zelo, zelo naklonjen šolstvu. Od vrtca naprej. Glejte, ene kvalitetne programe se ne morajo niti v vrtcu iti, niti v šoli, če nimajo prostora. Mal sem začuden, no tle mladinci, dela sem že spet slišal, da nimajo infrastrukture v njo. Zdaj, če tle lahko štejemo, bi jaz rekel, nogometna igrišča, kjer sodijo rokometna, ploščadi za košarko, dvorana in take zadeve. Res, edino, kar je moja želja, no, da je premalo ploščadi, to se ne bi strinjal. Glejte, imamo na Križu 2 asfaltirani ploščadi, v Komendi 2 asfaltirani ploščadi in konec koncev tudi v Mostah vsaj eno, no, če ne celo 2. In se zdi, no pa če gremo mehen mal, mladi znate hitre čez plot skočiti v Tupole, krasno ploščad, se zdi, da nobenmo na čelu napiše Žgavje oziroma da mu jo vrata pokazali, kadar bo prišel v Tupole na tisto ploščad. Mislim, edino, kar se bom prizadeval. In že v tem mandatu sem mislil, da se bo ta želja izpolnila, atletska steza. To je moja velika, velika želja in ko bo mogoče še ta športni park, ki ga zdaj veselo načrtujemo, v katerega bomo kmalu širšo javnost povabili, da se nam priključi, da bomo ta športni park s selitvijo seveda tega novega hipodroma, pa atletsko stezo, se mi zdi, da takrat bom pa rekel, no, da sem pa jaz tisto, kar je v moji duši ležal, naredil in bom lahko prepustil delo drugem tle v tej naši občini z mirne vesti. No pa, da se povrnem nazaj, kaj smo naredili. No, že prej sem rekel, kar se šolstva tiče, pa vrtca, se mi zdi, da je občina maksimalno naredila. Taka občina, ki smo mi še manj kot 5000 prebivalcev, pa da lahko reče, da je v 2 mandatih 1 milijardo dala za te potrebe, se nam noben ne verjame ne. Vam povem po pravici, da eden v Sloveniji nam ne more verjeti, da smo uspeli milijardo samo v take objekte za šolo in za otroke nameniti. To ni normalno, samo da smo pa še zraven delali. Se mi pa zdi, da smo znali poslušati prav mladino, mladince in kaj je prej tle rekel, ne vem, a sto ti Grega ali pa Haromet, mladinskega centra ni. Ja, zakaj ga ni? No, gledajte, jaz nobenemu ne očitam. Samo je pa tako, če ti nekomu narediš to zgodbo, ne bom ponavljal o palci, pa v ribi, pa take zadeve, ampak mi smo ponudili palco in trnek mladincem, ki so bili mogoče en naval pred vami, eno manjšo generacijo in smo jim, se mi zdi, za 3-4 leta je minilo, ko smo jim dali kompletne te prostore, tam je zdaj Bobby Bar, v uporabo, v upravljanje. Imeli smo že tudi mentorja, ki bi z njimi delal, ki bi z njimi res ustvaril ta center, mladinski center, v taki podobi, kot so si sami zamislili. Moram tudi denar smo namenili v občinskem proračunu, na žalost smo 31.12. ugotovili, da so porabili, se mi zdi, od tistih takrat, tistega leta 800 000, so porabili, se mi zdi, 30 000. Zdaj se ne spomnim zakaj. Vse ostalo je ostalo neporabljeno. Edino, kar je bilo, da so takrat tisti inventar, ki je bil, se mi zdi, samo luč za priklopiti, posesati, pomiti, pa bi se že manjše zabave dale kar delati, to je bivši hobi klub
in z tistega bi lahko, saj jaz sem si tako predstavljal, bi lahko oni razvijali sobo po sobo, si naredili tak center, kot bi jim pasali. In to se mi zdi, da moramo mi narediti, tle občinarji, ne jih po cest loviti, pa usmerjati, kam naj grejo, ampak poslušati, če kdo pride z idejo, čim bolj se mu poskušati uresničiti njihove želje, seveda običajno izraven denar. Jaz upam zatrditi, da ga pri nas na občini še ni bilo s programom, ki bi se nam zdel primeren, pa da mu nismo pomagali. Najrajš podprem, ali pa se mi zdi, da največ naredimo s tistimi res parimi tisočaki, ali pa smo naredili pri Klanških fantih. To je res za vzor skupina, da mi ne bi kakšen zameril, a drugot tudi delamo, mogoče še več naredimo. Ampak gledajte, ti Klanški fantje so kar prišli, mi imamo eno skupino, mi bi rad delali, samo rabimo, no pa mi smo že organizirali miklavževanje, samo na Klancu, če ste za to, dajte nam pomagati, pa bi mi to prenesli pa na celo občino in tak. Kdaj je človek bolj zadovoljen, kot če vidi, da je zelo majhnimi stroški to skupino še bolj povezal, oni so šli še tako daleč, so naredili tam gor ob Šati eno shajališče, tam so ga imeli, so si uredili eno brunarico, no, na kar se je ugotovili, da ni najbolj primeren prostor, ker ni bila njihova lastnina, smo jim kupili zemljišče poleg in zdaj smo jim že predali v uporabo to zemljišče in da bojo tisto brunarco recimo postavili tam in bojo nihče jih ne več preganjal. No, nekaj podobnega se mi zdi, da je res omembe vredno, je Podboršt. Vas, ki takole vzgaja, ki tako vzgaja recimo otroke ali pa se sami sebe vzgajajo, tako, ki znajo se oni zabavati, da so na dan državnosti, recimo prirejali kar 2 dni so imeli predstave, da so šli, ko so ugotovili, da samo z ene hiše jih ni, so šli kar domov pune in so še tiste gor pripeljali, se pravi 100% so bili vsi tam. Tam so otroci nastopali, deklamacije so imeli, plese so jim prikazovali, pač so se otroci naučili, so nastopali s plesi, recitirali. Mislim, to sploh ne moreš verjeti in to se mi zdi, da je nekaj tizga, vsi so bili zadovoljni, no, da ne bom krivičen, tudi Suhadole so taka vas, da to znajo narediti. Oni se v okviru športa se mi zdi, da se družijo in zabavajo. No, pa da ne omenjam pa recimo okrog gasilskega društva, pa Križ, kjer tudi znajo do tizga čista malega poskrbeti, tudi zdaj v koment, hvala Bogu, krasno ta društva delajo, gasilska tudi in ostala in se mi zdi, no, da smo prav s to infrastrukturo, ki smo jim omogočili, da so poleg gasilskih domov ali pa drugih društev si postavili infrastrukturo, katero rabijo res zato, da se tudi otroci, te mladi, dosti fajn počutijo in da jim lahko nekaj nudijo, da jih lahko za nagrado pelejo skupinsko polet na morje, za nagrado in take zadeve, se mi zdi, da tle je občina uspela. No? In če me vprašate, če sem zadovoljen s svojim delom zdaj v teh 2 mandatih, kar se tiče nudenja mladim, kar se pogojev tiče za zabavo, bom rekel ja. Seveda je pa absolutno še ogromno enih idej za ustvarjati in jaz vam zdaj tle z tega mesta lahko obljubim, da kakor do zdaj pri meni ne boste našli župana zaprtimi ušesi, ampak kakor smo do zdaj z roko v roki delali, se mi zdi, tudi zdaj ste te prostore, mladinske prostore urejali tle v Komendi, da nismo imeli težav in sem prepričan, da jih tudi naprej ne bomo imeli. Seveda imamo pa še veliko za narediti, no in ena izmed tistih, pa bom končal, je res seveda povezan zelo atletska steza, se mi zdi, da bo tista ena nova zadeva, ki bo mogoče še kakšnega, ki se zdaj nikjer ne najde, da se v tem najde sam dvomem, če se v tej plejadi možnosti zabave, vključno s športom, tle predvsem zabavo jaz vidim preko športa, ni najdu, pa se tudi na atletski stezi ne bo, no ampak morebiti je pa to še en kamenček zraven. Hvala lepa. Hvala lepa za ta optimističen pogled. Zdaj bi pa kar Grega Krmavner. Dobro, bilo je nekaj očitkov tudi na mladinsko društvo, že
res da je bila prej, so bili drugi, so vodili ta društvo, ampak vseeno sem bil jaz tudi takrat zraven. Prostor, ki smo ga dol dobili, je bil vsekakor prevelik za naše sposobnosti in tudi zmožnosti. Tudi finančna sredstva, 800 000 takrat je zelo radodarno, bom rekel, z občine, samo je pa za tisti prostor isto kot kaplja v morje, bi rekel, zato ker je prostor je bil res slab, prenizek tudi za razne stvari in tudi samo vemo, koliko je mogel gospod Bobnar vložiti, da je lahko naredil, kar je naredil. Drugače se strinjam z gospodom županom, mladinci vedno dobro sodelujemo z občino, tudi župan vedno nas posluša in nam pomaga. Kar se pa tiče teh ploščadi, ki jih je župan tudi naštel, jaz nisem mislil, da jih je premalo, sem pa mislil v kvaliteta samih ploščadi. Na vseh ploščadih je slaba infrastruktura, kar se tiče košov, golov in vsega in se je težko športno udejstvovati rekreativno. Tudi poleti se ve, pri šoli se vsi ti rekviziti pospravijo, tudi vemo zakaj, ker so se čez poletje zbili. In če teh rekvizitov ni, potem se ne morejo otroci zabavati oziroma preživljati prosti čas zunaj športom. Tudi nogometno igrišče je namenjeno nogometnemu klubu, je zaprto, je zaklenjeno in je samo namenjeno vadbi nogometnem klubu, kjer pa je ta problem, ker ni kadetov in ni mladincev. In to so otroci stari od 14 do 18 let, se pravi v kritičnem obdobju in nimajo časa oziroma ne morejo preživljati, ne morejo igrati nogometa, zato ker pač ni teh dveh ekip, ki pokrivata to obdobje in pač ne igrajo. Za člane so premladi, so premalo močni, ne morejo priti v ekipo in ostajajo doma. To se tudi pogovarjal z nekom, ki je hotel igrati in zdaj hodi na inline hokej v Šenčur. Še nekaj takih zadev je tudi, recimo ta igrišče za košarko, za telovadnico je tudi v ograji in je tudi zaklenjeno. Dostikrat ni res. Je pa ograje, no v glavnem se nima veze. Je odprto. Ampak se mi zdi malce premajhno, no? Zato ker je, ne more se zabavati, ne more se igrati nogomet in košarka skupaj, ne? Zdaj vsaki otroci imajo posebne zahteve, ene igrajo košarko, ene nogomet. In tudi vemo, da igrišče v Mostah je zelo majhno in če pogledam samo v Zalog, v igrišče je zelo veliko in se da veliko več različnih interesov se lahko udejanja na sami ploščadi, ne? Tukaj jaz vidim glavni problem teh ploščadi, ker so premajhne in tudi rekviziti. Tudi v Komendiju, jaz sem, mislim, že kar nekaj časa nazaj, je bilo igrišče polno. Igralo se je na njem košarka, igral se je fuzbal in zdaj je kar zamrlo. Igrišče pa tako, da je razpokano, razgibano, kadar je dež, vse iz nogometnega igrišča dol priteče in je več kot en teden voda na igrišču. To ni primerno za rekreativno ukvarjanje s športom. In predvsem je treba te mlade spraviti na rekreativno bazo, zato ker kar je v klubih, košarka, nogomet in ostali klubi, da se že dela resno. To je trening, to ni več popoldanska zabava. Za popoldansko zabavo je pa, žal moram povedati, da ta infrastruktura ne zadošča. Zdaj bi pa vprašala občinstvo. Ima mogoče kdo kakšno idejo, kakšno misel zapovedati? Gospa Danica Kuhar mogoče ali pa učenki osnovne šole? Naše učence, ker smo kar precej debatirali v šoli o tem problemu, pa njihove misli so se mi zdele res dobre, tako da bi jaz kar njim predala besedo, da tisto, kar so ustvarili v debati, sicer v ožjem krogu, da tudi pogumno zdajle povedo. Mislim pa, da mogoče boste malo razumeli, da jim je nerodno, pa da mogoče se bo beseda malo zapletala, ampak misli so pomembne.